Zdaj vam bom dal tečaj NLP-ja v 3 minutah. Ja? Kdo bi se rad naučil NLP-ja v 3 minutah? Ne, sem tako, ok, fajn, odlično. Daj, kratko, jedrnato. 2 pomembne stvari sta v NLP-ju in to je bistvo vsega. V resnici je malo več, kot samo to ima dobro. In eno so podmodalnosti, to je način, kako mi doživljamo svet in to je del našega zemljevida sveta. Torej, rekli smo, če imamo kakšno omejitev, je ni v resničnosti, temveč je v zemljevidu. Ja? Če si ne upate nastopati pred javnostjo, ni omejitev, da ljudje, tako kot vi, ne bi mogli nastopati, temveč je v vašem zemljevidu in zato vi ne nastopate. Če več je nečesa strah, mi vemo, da večina strahov ni prirojenih, to meni omejitev, da vse strah je v zemljevidu, ne v vas in ne v realnosti. Ja? Druga stvar so strategije. Recimo, da je to vaš zemljevid sveta. Ja? In ta zemljevid ima različne poti, ki so narejene v njemu. To je vaš zemljevid. Jaz doskrat rečem, da ta zemljevid se naravno spreminja, cel cajt. Vi skozi spreminjate zemljevid. In ena izmed strategij, kako lahko vplivate na zemljevid, je ta, da ponavljate. Z nežnim glasom inštalirajte strategijo. Naslednjič, ko vidiš umazano posodo v koritu, jo pomiješ. Ja? Kar sproti to delaj in ti bo lažje. Ne? In koliko časa, dokler ne prime. Ker vi se morate zavedati samo to, ni omejitve zunaj. Omejitve je samo v zemljevidu. Pri podmodalnostih, kako vplivate na podmodalnosti? Če imate otroka, ki ga je strah, preimenujte strah v strahec. Strahec in potem še pobarvamo v smešne barve in bo v zemljevidu drugačen. Ker recimo, jaz, ko imam NLP praktika, pripeljem kače in pajke. Je koja strah kač? Dve otroka, če je strah kač, ja? Je koja strah pajko? Je koja strah pajko? Ja. Mi imamo one kačice in pajke. Kaj jaz rečem tem kačicam? Kačice. Vi morate pomanjšati. Rečete posodica, če je že velik kup posode. Za partnerja. Ja? Mislim, vi morate lepe nalepkice dati stvarem. Sej, posode je zmeraj enako, je res? Nič se ne spremeniš, zmeraj se vkupje. Ma razlika je v tem, kako oseba reagira. In če imate kdaj za pomiti posodo, si naredite pomivanje posode simpatično, lepo. Karkoli že imate, naredite si, da bo lepo. Če pada dež, bo lepo. Ker najlažje je biti v dobrem čustvenem stanju, če res je fajn, je res? Najlažje. Zadanete loto, imate super partnerja, ki je skozi pozitiven, dobre volje, otroci ubogajo na prvi ukaz, naredijo vse, kar rečete, fantastično življenje. Ja? Sosede imate fajn, oni, ki niso fajn, so se odselili. Kaj češ lepšega? Pokažite otrokom, ljudem, ki jih imate radi, ker tu je vrš zgled, kako je biti tukaj zgoraj, kako je biti tukaj zgoraj, tudi ko pada dež. Preživite preostanek vašega življenja v lepem čustvenem stanju. Zato ste prišli na ta planet.